Hvala vsem tistim, te najbolj vzdržljivim, ki zmorete in filmsko projekcijo in predavanje, ki ga bom probal čim krajšega narediti, tako da zdaj ste z mano. Prva stvar, jaz sem vsaj prvič videl tale film v kinodvorani, pa nisem nikoli vedel, da je to vse bo hrvaščine not. Fajn je imeti večje platno, pa boljši zvok, zato da vidiš vse te podrobnosti v zadju. To mislim, da bo ena poant danes. Bi pa čisto začel z eno drugo mislijo, ki je tudi v bistvu dosti jasna. Se mi zdi tak cool film za današnji trenutek. Predavanje sem v bistvu poimenoval Distopija za današnji čas. In kar me na nek način zabavilo pri tem filmu je ta na videz paradoksalen kontrast med fašistoidnimi politikami na en stran, pa neko čudno verzijo multikulturnosti, ki je kar nekako prisotna v tem filmu. Je ta paradoks, ki imaš temnopolte vojake, ki so britanski državljani, ki preganjajo kontinentalne zahodnjake in severnjake. Ali pa imaš ta anahronistični moment, kjer se tale Nemka zgraža nad tem, kako jo zapirajo v kletko s temi nekimi črnci. Kar vidimo v tem filmu je na nek način ničta stopnja fašizma. To ni zgodovinski nacifašizem, ki ga poznamo iz 20. in 30. let 20. stoletja, ki je rekel, nekateri ljudi bomo izključili, na kar hud način izključili, na osnovi njihove krvi, njihovega izvora. Če si bil več kot eno ismino Jud v Tretjem rajhu, potem vemo, kaj te je čakalo. Niti ni to ta rafinirana verzija nacionalizma, ki smo ji priča danes, z Le Penovo v Franciji, z Orbanom na Madžarskem, s Farageom v Veliki Britaniji, konec koncev z Donaldom Trumpom ta trenutek. Ni to tisto, da rečemo, vse je v redu, da se ljudje priseljujejo, ampak če so integrirani, če so naše kulture, če so vzgojeni in tako dalje. Kar tukaj vidimo je čisto preprosto preganjanje ljudi na osnovi tega, a so državljani Velike Britanije ali niso. In tu, vsaj načeloma, nima veze zdaj njihova polt, njihova religija, njihova kri, njihova kultura. Nekje vmes slišimo tisto radijsko novico, kako se muslimanska skupnost v Veliki Britaniji zgraža nad sankcijami v mošejah. Tako, v glavnem, priča smo režimu, ki je po en stran hudo avtokratski, ima militariziran policijski aparat, množična deportacijska taborišča, svoboščine žrtvuje v imenu varnosti, to je očitno vsakdanji pojav. Imamo protagonista, ki dobesedno gre na kavo zjutraj in mu razstrelijo ta Starbucks ali karkoli je že in potem gre v službo. Skratka, definitivno nasilna družba, ampak po drugi strani družba, ki ne izključuje nikogar a priori, ampak na osnovi nekih načeloma univerzalnih pravil. In to je neka lekcija, do katere so recimo domači sociologi tukajšnji prišli na primeru izbrisanih, če se spomnite te zadeve, ko so rekli, oziroma ugotovili, da ne potrebuješ neke deklarativne fašistične ideologije za to, da se vodijo fašistoidne politike. In to je neka lekcija, ki mislim, da tudi danes pride v poštev in je tista zadeva, zaradi katere lahko soobstajata na en stran multikulturnost, pa ta predstava o nas kot o humani družbi, pa na drugi stran s postavljanjem žice na mejah in zaostrovanjem varnostnih pa azilnih politik. Kar mislim, da tukaj na delu je neka vrsta ideološka premestitev, ko se začneš bolj ukvarjati s patologijo posameznikov, nisi pa več pozoren na logiko sistema. Primer, ki je meni najljubši v resnici, bi bila Francija. Je dežela, v kateri državljanstvo dejansko dobiš na osnovi tega, da si rojen na njenem ozemlju, ne pa na osnovi tega, da so tvoji starši krvi oziroma državljanstva Francije. Je konec koncev tudi država zelo ponosna na svojo zgodovino, pa že takrat so tem rekli pravice človeka in državljana in že ločevali. In hkrati je pa to tudi družba, ki pa pozna, v kateri je zelo aktualen en termin, ki se mu reče laicite. Mi bi to še najbolj prevedli kot sekularizacija.
vprašanja ločevanja državnega in verskega. Zgodovinsko v Franciji je to neka zadeva, ki se je začela zaradi potrebe zaustavljanja vpliva cerkve v državi, še natančneje v izobraževanju. V začetku 20. stoletja v Franciji je večina Francozov izobrazila dejansko rimokatoliško cerkev, seveda na svoj način, in laicite je bilo tisto, s čimer se je temu kontriralo. Danes laicite pomeni nekaj popolnoma drugega, pomeni debate o tem, gremo prepovedovati rute v šolah, na glavne nikabe in te stvari, ali pa še huje, ne vem, kako prisiliti muslimanske otroke, da jejo svinjino, ki je na meniju v šolah. Mislim, take stvari. Ne? Skratka, ena čist premestitev perspektive za neki izraz, ki je drugač pa že dlje časa v uporabi. Tako da ja, skratka, film, ki nas lahko asocira na težave današnjega trenutka. Znotraj kanona znanstvene fantastike se mi tudi zdi, da gre tukaj za nek odmik od teh najbolj klasičnih tradicij. Mislim, da zelo pogosto se zopostavlja dva idealna tipa distopij. Seveda sta to 1984 na eni strani, pa Krasni novi svet na drugi strani. 1984 je pač ta prava metafora totalitarizma, kjer distopičnost pride v obliki vsegajočega represivnega državnega aparata in pač to vidimo pogosto na ekranu. Imaš 1984, ki ti prepove misliti, imaš Equilibrium, ki ti prepove čutiti, imaš V for Vendetta, ki ti prepove biti politično aktiven, recimo, imaš Fahrenheit 451, ki ti prepoveduje brati knjige. Na drugi strani je torej ta tip Krasnega novega sveta, je recimo temu bolj Foucaultovski pristop do distopije, kjer vzdrževanje družbenega reda, distopičen kakor je, ne poteka prvenstveno z odkrito represijo, ampak z regulacijo užitka in samoizpolnjevanja. Tukaj recimo človek pomisli na Matrico, ne vem, kjer je že bila ta modra tabletka, Gattaca bi bil recimo tak primer, pa konec koncev Fahrenheit 451 lahko tukaj še enkrat omenimo pač kot ta nek hibriden primer, v katerem ima še en in drugi motiv. Zdaj, oba ta idealna tipa sta, bi rekel, odraz svojega časa. Zdaj, na eni strani ta slednji primer, Matrica in tako dalje, je tip filma, ki izhaja iz kritike potrošniške družbe, ki kritizira družbo, pač, ker je konformistična in je neka zadeva, ki se je začela pojavljati in res dobila zalet v 60-ih in 70-ih, takrat, ko so pač te stvari bile ratale res aktualne, s tem, ko so pač novi idejni tokovi po maju 68, ko so se blazno raznovrstni, ampak v veliki meri, čeprav ne izključno, so se potem pač reducirali na to poanto v družboslovnih vedah, pač začenši sociologijo. Na drugi strani, ko govorimo o teh res proper avtokratskih filmih, v veliki meri, kar se iz njih potegne, je afirmacija meščanskih idealov, tega pogumnega posameznika, individualca z liberalnimi vrednotami, ki pač zagovarja civilne svoboščine in da je to največje, edino možno cepivo pred nevarnostmi totalitarizma. Tako, ko enkrat začneš preveč eksperimentirati z kolektivnimi družbenimi eksperimenti, pred ali slej pač gre družba na slabše, tako nekako je bila poanta, kot jo je zastavil Hayek. Zdaj, mogoče tukaj sem še dve fusnoti, seveda ni tukaj mehaničnega prenosa, v smislu družba je takšna in potem umetniki se odločijo, da bodo ustvarjali tudi tovrstna umetniška dela. Jaz čisto verjamem, da v vsakem zgodovinskem trenutku pisci in filmarji ustvarjajo svašta. Gre pa tukaj za vprašanje tega, katere teme bodo najbolj, recimo temu, rezonirale z predstavami in strahovi vsakokratne družbe. In na ta način so te filmi ratali pač tisto najbolj sprejeti v svojem trenutku.
Pa druga fusnota, vse te interpretacije jasno niso nujno pač intenca avtorja. Tukaj se spet lahko spomnimo ubogega Georgea Orwella, ki je bil zelo dosleden kritik angleškega političnega sistema, kolonializma in tako dalje. Gre za človeka, ki se je šel boriti v času španske državljanske vojne na strani trotskističnih milic. In gre za človeka, ki se verjetno danes obrača v grobu spričo tega, na kakšen način se je živalsko farmo in 1984 umestil v svetovni kanon, kanon svetovne umetnosti. Pardon, če se vrnem nazaj k Children of Men, definitivno je bližji 1984 tipu filma, ampak ne zares, ne povsem. Kar umanjka je ta moment interne partije iz 1984 ali pa konzervativcev iz V for Vendetta ali pa tetragrammatona iz Equilibriuma. Skratka, neke konspirativne klike, ko si zamisel in tudi dejavno ustvari svet pač po lastnih predstavah. In posledično tudi ta moment pogumnega posameznika, ki se na to upre sistemu, je pač motiv, ki ga v 1984 nimamo, oziroma ga imamo v bistveno bolj pač pomanjšani obliki. Skratka, in kjer je odmik otroci človeštva od teh ostalih antiautoritarnih filmov je v tem, da nas ne skrbijo več konformizem ali pa nedemokratičnost ali pa zatiranje civilnih svoboščin v smislu izražanja svobodnega mnenja in tako dalje. Zdaj ga je preprosto za preživetje. Ne? V študijah znanstvene fantastike se marsikaj je bilo sproduciranega v smislu razlike med distopijo in antiutopijo in tukaj mislim, da res gre za to, da ne gre več za distopijo kot barvni negativ popolno organizirane družbe, ampak gre preprosto za umazan družbeni kaos, ki se mu je treba nekako prilagoditi. In to je neke sorte film, ki se mi zdi, da je kar pogost v zadnjem času. Spomnim se recimo tudi District 9, kjer pač to vlogo manjšine, ali pa problematičnega sloja v družbi prevzamejo vesoljci, ali pa recimo Automata, kjer so pač roboti v tej vlogi. Ok, zdaj pa damo mogoče nekaj spregovoriti glede tega, na kakšen način so vse te stvari prikazane. Ogromen prizorov imaš, kjer se Teo preprosto sprehaja in na neki točki kamera preprosto zgubi interes za njega in se začne posvečati nečemu čist drugemu. Ja, anachronistična Nemka. In takih prizorov je cel kup. V bistvu moj najljubši v celem filmu je sledeč, ko dobesedno Teo je pač zmeden, šel je po kavo, nekdo se butne vanjega in pozorno dobesedno reče, pojdi ven iz kadra in pa se posvečamo zaprtim, pa preverjanju dokumentov, pa rušenju pohištva, pa pač raciji v bloku. Ne? To je pač nek odmik od konvencionalnih tehnik, ko preprosto pač kamera ni več sem tisto sledenje prvoosebni perspektivi in pa pač sledenje protagonistu, ampak se neha ukvarjati z njim, dobesedno vrže ga ven iz kadra in se začne posvečati ozadju. In to mislim, da je tako še pač glavna zakonitost tega filma, kar se tiče čisto formalnih tehnik snemanja in tako. To je nekaj, kar je recimo tudi izpostavil Slavoj Žižek v pač spremnem komentarju k DVD izdaji tega filma. Pač predstavljate si nek film, ki izkoristi background za res slabo zgodbo v spredju, Pearl Harbor recimo. Tukaj imamo pač čisto obratno zadevo. Imamo pač glavni plot s protagonisti in ta zgodba je v resnici precej nedorečena. Pač da se jo povzeti preprosto kot bežanje, kaj točno se zgodi na koncu, v resnici niti ne vemo. Služi pa ta zgodba v spredju za ogromna dogajanja v ozadju. In Žižek, če sem ga lih omenil,
tej stvari reče anamorfozis. Zdaj, ni to čist njegova poanta, je, mislim, tudi znotraj kanona znanstvene fantastike, študij znanstvene fantastike dosti znana. Anamorfozis, no, je pa drugače prvotno slikarska tehnika in tukaj sem na kratko zdaj spustil nekam čist drugam, sicer v 17. stoletje. Hans Holbein mlajši, en od študentov Albrechta Dürerja. Tole, mislim, na prvi pogled ena dost klasična slika, gor sta dva ambasadorja in sama slika je to, kar je bila, mislim, da umetnost skozi večino svoje zgodovine in sicer slavljenje ljudi, ki so dali cash za to, da so naročili neko umetniško delo. Vidimo gor ogromno nekih predmetov, ki predstavljajo pač družbeni prestiž, umetnost, raziskovanje, tehnologija, politika in tako dalje. Kar pa izstopa v tej sliki, je pa tale zmazek čist od spod, izgleda kot nek tak leteči predmet, ki ga na prvi pogled malo niti ne opaziš, pol pa, ko začneš biti pozoren na ga, se pa zgodi sledeče. If the skull was intended to be viewed from the side, the painting might have been hung on a wall with a doorway to its right. The skull could then have surreptitiously revealed itself to someone leaving the room in which it was hung. Ja, dobimo eno lobanje, kar luškana zadeva, ne? Zdaj, kar je, lobanje same po sebi umetnosti niso ful šokantna zadeva. Vanitas so rekli temu slogu, najdeš tega kar neki. Kar je pa posebnega pri tej tehniki, ki smo prej videli, je pa v resnici to, da te pač preseneti. Najprej imaš eno dost klasično sliko, pa enkrat dobiš to menjavo perspektive, pa začneš biti pozoren na lobanjo, preostanek slike pa postane izkrivljen, če gledamo striktno perspektivično. In to je pa en tak lep twist na sliko, ki sicer pač proslavlja blagostanje dveh pač pripadnikov tedanje elite. Pa enkrat pride v spredje lobanja, simbol smrtnosti, je pa vse ostalo, pač tisto blagostanje izkrivljeno, podrto, vrženo ven iz perspektive, nemara celo neprepoznavno. Skratka, na nek način zelo lepa poanta in zelo brihtno implementirana. Iskal sem podatek, ker sta ambasadorja za to vedela, mi ga ni ratal najdeti, mislim pa, da umetnik definitivno je šel v to smer. Zdaj, ta tehnika, anamorfozis, je pač ena zadeva, skratka, ki te vrže ven iz normalnosti, ne? Iz tega, kako bi normalno percipiral pač sliko, ki jo vidiš, ne? Mislim, konkretno tele lobanje, vidiš prvo, vidiš drugo, tretja, četrta, peta, se ti zdijo že vse iste, ne? Ni to samo umetnosti. Če vzamemo nek popolnoma drugačen primer, v 90-ih, ko se začne vojno poročanje res v živo, ki ga lahko dobesedno spremljaš iz trenutka v trenutek na zaslonu, zalivsko vojno najprej recimo, pa potem balkanske vojne, je bilo ugotovljeno, da na neki točki je začela biti družba zelo bistveno manj šokirana, ne? Pač z vsakim dnem poročanja si manj presenečen nad tem, kar spremljaš, ne? Oziroma, če dam drug primer, ISIS, ki veselo uvaža, med drugim tudi marketinški strokovnjaki iz Evrope, so opazili, da je njihov shock value pojenja, ne? Mislim, začeli so z preprostimi YouTube filmčki obglavljanj, pa razstreljevanj antičnih spomenikov, pa ugotovili, da pač njihovi ratingi na Twitterju in na YouTubeu padajo. In zdaj delajo napovedi, delajo tiskovke, delajo demo posnetke, pač poslužujejo se vseh teh marketinških tehnik, ki se jih poslužujejo tudi ljudje, ki pač reklamirajo, ne vem, kosmiče, pač delajo na build-upu, ne? Skratka, ta moment tega, ko naveličano in nepozorno spremljamo stvari, pa naj gre za pač aktualno politično dogajanje ali gre za umetnost, je neka zadeva, ki zna biti, da so se jo pač ljudje, ki se s temi stvarmi ukvarjajo,
zavedali že od 17. stoletja, definitivno pa se zavedajo danes. Zdaj, dva avtorja, misleca, ki sta se s temi stvarmi ukvarjala na precej teoretski ravni, relativno sodobnika, drugače pa iz precej pač različnih voda, sta bila Viktor Šklovski na eni strani in Bertolt Brecht na drugi. Viktor Šklovski je bil ruski formalist in je govoril o tem, kako s pomočjo formalnih operacij lahko vržemo občinstvo ven iz navajenosti in je razlagal to na primerih, kot je bil recimo Tolstoj, ki je, ne vem, da v nekem poglavju zamenjal register, v katerem je pripovedoval, spremenil je besedišče in s tem pritegnil pozornost. Bertolt Brecht na drugi strani, pač nemški dramatik in poet in tako dalje, govori o tako imenovanem pedagoškem teatru in on je bil tukaj zelo dobeseden. On je govoril o tem, da pač teater mora imeti didaktično funkcijo in je rekel, pa vršimo recimo na oder napis, tole je politična igra, čas je za revolucijo. Ne? Odmik od te pritegnitve pogleda, ko ne bi pač se samo uživel v realnost umetniškega dela, ampak pač imaš neko zelo dobesedno napisano navodilo, kako razumeti neko umetniško delo. Zdaj, enemu, ta prvemu, Šklovskemu, njemu se je šlo za iskanje globih resnic, ki jih lahko posreduje samo umetnost. Bertoltu Brechtu na drugi strani se je šlo za ustvarjanje učinka. Zanj je bila pa družba nekaj drugega, neutemeljena na pač nekih transhistoričnih nadresnicah, ampak je nekaj spremenljivega, še več nekaj, kar je treba spremeniti in to delamo tudi skozi umetnost. Skratka, pač v svojih ciljih sta se dosti razlikovala, ampak oba dva sta opisovala nekaj, čemer se je rekel potujitveni učinek. Skratka, ta nek mehanizem, ki te vrže ven iz navajenosti, iz otopelosti, bi rekel nekdo, ko se mu gre za resnico v umetnosti, ali pa iz ideološke posredovanosti, kar bi rekel nekdo, ko se mu gre za kritiko v družboslovju. Pač stran od common sensa, stran od stvari, ki so običajne, logične, samoumevne, normalne in tako naprej. Skratka, to je zadeva, ki jo izvaja Anamorfozis, kot ta paradigmatski primer, in to je mehanizem potujitve, ki sta ga opisovala Šklovski in Brecht vsak na svoj način. In če se tukaj vrnemo nazaj na znanstveno fantastiko, pač oba primera, ki sem jo zdaj opisal, pobiram ven iz Darka Suvina, on je iz tega v bistvu ustvaril čist celo definicijo znanstvene fantastike kot žanra. Znanstvena fantastika je pač ustvarjanje novih svetov, drugačnih od našega, pri čemer te ta svet konstantno meče ven iz pač te navajenosti s pomočjo potujitve in s pomočjo kognitivnega učinka. To bi bila pač ta splošna definicija, ni popolna, je ogromno redefinicije, ampak v to se zdaj ne bomo spuščali. Je pa pač ta paradigmatski obrat v tem, kako zapopasti znanstveno fantastiko, ko se odmaknemo stran od tega, da bi jo definirali samo s tem, imamo robote in potovanje skozi čas. Ok, zdaj pa se vrnemo spet nazaj na Children of Men. Definitivno, ker tukaj pač ta tehnika s kamero, ko smo ji priča, pa še cel kup drugih tehnik, so pač sredstva odmikanja stran od zgodbe protagonista. Mislim, protagonist dobesedno polovico časa beži stran, polovico časa pa ignorira vse te stvari, ki jih lahko z zanimanjem pač spremljamo v ozadju. In ta potujitvena ločitev je nekako predpogoj za to, da smo res pozorni na nje. Če ne bi se dogajala ta potujitev, potem je pač nevarnost, da bi bile vse te stvari, ki nam jih prikazujejo ozadje, trivializirane. Oziroma, da bi bil pač ta pedagoški učinek filma ogrožen. Tukaj v resnici, mislim, pač
film, v katerem se protagonist pač bojuje proti vsemu, kar je vrženo preprosto njemu kot ovira, pač to je definicija akcijskega filma. Ne? Pa tukaj zdaj ni treba misliti samo na pač over the top akcijske filme, v katerih pač je protagonist tako dober, da lahko potem se sooči z vsakim izzivom, da lahko razstreli pač pol Los Angelesa ali pa New Yorka ali pa Vietnama, se pač zoperstavi vsakemu cilju in na koncu prevlada. Pač nismo več v 80-ih ali pa 90-ih, te filmi so sicer super za svojo dobo, ampak tudi v filmih, ki nimajo več tega over the top akcijskega junaka, je pač ta mehanizem potujitve nekaj, kar je uporabno sredstvo. Zdaj vzemimo kakega protagonista, ki je prav tako, smem reči, loser, kakor Teo, bi bil recimo, če ste gledali ta novega Mad Maxa, pač so neke paralele, ne? Imaš pač glavnega junaka, ki je sam po sebi relativno nemočen in definitivno ni kos vsem nalogam, s katerimi je soočen. Pomagata mu dve močni protagonistki, ki pač vsaka po svoje v obeh filmih na koncu precej nastradata. In cilj obeh filmov je v tem, da je treba rešiti neko nemočno skupino s tem, da se jo pač spravi na neko obljubljeno lepše mesto. Skratka, v tem smislu bi našel paralelo med Children of Men na eni strani pa Mad Maxom na drugi. Ampak zdaj pa povejte, če bi vam dal nalogo, opišite Mad Maxa, kako bi vas opisal ta film kot razmislek o ekoloških katastrofah, o netrajnostnem razvoju sodobne družbe, pa pomenu ekoloških tem. Pač akcionerje, ne, je epski film in to je tisto, kar nam pritegne pozornost. Na drugi strani, pač Children of Men, pa ni ta film, v katerem se protagonisti pač bojujejo proti avtokratskemu sistemu in na koncu prevladajo skozi niz akcijskih sekvenc, ampak je ravno ta mehanizem potujitve tisti, zaradi katerega smo res pozorni pač na vse te teme v ozadju. Zdaj pa zaključil še zadnjo poanto, kar se mi zdi res lep dosežek tega filma, no? Potujitev ni sprovedena skozi čudnost, če se tukaj zdaj vrnemo nazaj na Holbeina, na sliko, ali pa pač na večino kanona znanstvene fantastike, ki uporablja čudno perspektivo, čuden jezik, čudne svetove, čudne paralelne čase. To je pač ta klasični pristop do zadeve, ko imaš ti recimo družbo, ki je pač naša in potem vanjo pride nek tujek, recimo vesoljci ali pa neka druga kultura in je potem to tisto, kar nastavlja ogledalo in s tem izostri, kar želimo poudariti o naši družbi. Ali pa pravzaprav, drug pristop je pa ta, da pač celo filmsko fikcijo, znanstveno fantastiko ustvariš kot čudno, ustvariš popolnoma drugačen timeline, drugačen svet, drugačen mitos in je potem pač ta primerjava z našim svetom implicitna, ker naš svet v njem ni opisan. Skratka, čudnost, ne, je tukaj ta ključna beseda in je klasičen pristop, kako se te stvari delajo. Kar je pa, mislim, da dosežek tega filma pa je, da ne gre v čudnost, ampak ustvari potujitveni učinek s tem, da izostri resničnost. Poudari nekaj, če mu bi lahko rekel hiperrealizem. Nekaj, kar se že dogaja, ampak je v filmu pač uprizorjeno v bistveno bolj izostreni, jasni, močni obliki. Skratka, potujitve nam ne delajo tujki, ampak vidimo v bistvu pač eksplicitno vse to, kar sem pač na začetku opisoval, v eni zelo, zelo jasni obliki.
na nek način spremljamo novice, pač realizem v tem filmu. Cel kup prizorov v bistvu je dobesedno ljudje, ki spremljajo novice, ampak pač deluje kredibilno in ni narejeno v nekem pač tonu, ki bi ga vsaj jaz osebno pač dojel kot moralizirajočega in patetičnega. In v tem smislu se mi zdi to dosti dober film in sem vesel, da sem ga še enkrat videl v vseh teh letih, upam, da tudi vi, tako kot mene.